What we do here is go back. Živlok, kje ste banda? Danes bom prav odgovoril na vprašanje, ki mi ga zastavlja vedno več mojih sledilcev. A je treba za dobro fotko v letu 2018 posegati po takšni zverini ali je zadol že zverina, ki imaš v svojem žepu? Zdaj si skuham pa še kafe, pa na mojo čarobno špico. Are you listening? You crazy mother. Evo, svoj kafet sem dobil, tako da deloma že tudi spil. Smo leta 2018 in meni se osebno čisto res postavlja vprašanje, kam nas peljejo te pametni telefoni. Osebno sem, na primer, ful prepričan, da bojo v roku 3 let praktično izpodrinili prenosne računalnike. Namreč te telefoni so zdaj že toliko dobri, pa toliko dobre procesore imajo, pa toliko rama, ja, da lahko že marsikjerga kar preklopaš v bistvu na monitor, pa uporabljaš eksterno konec aparata računalnika. Zdaj, eno izjavo ful velikokrat uporabljam, da v bistvu telefon postaja naša televizija, televizija tam v zadnji pa počasi radio. Telefon je v bistvu primaren device, z njim se družimo na družabnih omrežjih. Ja, brez njega praktično smo goli in bosi ali pa ful sproščeni. To se meni dogaja. Če pozabim neki telefon, to je fucking nice. Še vedno se pa moraš z mano strinjati, da za eno resno delo potrebuješ tudi resno opremo. In jaz verjamem, da fotoaparati, kakor je recimo ta Fujifilmov, ja, ne bojo zamrkli z danes na jutro. In zdaj, na začetku vloga sem si postavil eno vprašanje. A lahko v bistvu pameten telefon čisto zares nadomesti, ja, fotoaparat? Pa dajmo to pustiti za čisto na konec. Ampak če želiš med navidezno enakimi nekoliko izstopati, pol si moraš izbrati v bistvu eno področje, na katerem, ja, si najboljši. No, in Huawei je stavil v bistvu na fotografijo. Povezal se s podjetjem Leica, to je tisto nemško podjetje, ki slovi po odličnih fotoaparatih in od takrat so telefoni Huaweia znani po odlični fotografiji. Zdaj, Huawei P20 Pro izstopa v bistvu zaradi množice enih razlogov in tudi zato sem se odločil, da ga predstavim v tem videu. Je prvi telefon na svetu, ki premore 3 glavne kamere. V bistvu gre po stopinjah svojega predhodnika P9, ki je bil tudi prvi, ki je predstavil telefon z 2 kamerami. Tako da Huawei je tukaj vedno tako mal prvi. Zdaj, in je tudi prvi telefon, ki je dobil Doxo marko ceno 109. To je ful visoka ocena. V bistvu najboljša med vsemi telefoni. In to je en tak standard, ki velja tudi za fotoaparate, tako da jaz verjamem, da fantje, ki ocenjujejo po temu standardu, vejo, kaj počnejo. Ima v bistvu tudi 4000 mAh baterijo, kar je res ful velik v primerjavi z drugimi. Zdaj, v notranjosti se skriva pa procesor Kirin 970, Huaweijev lasten izdelek. In med drugim podpira tudi umetno inteligenco. Delnega spomina je v bistvu ogromno, 6 GB. No, pa notranjega spomina je v osnovi 128 GB, kar spet ni malo. V bistvu je ful enih takih sladkočkov, ki pritegnejo, kar se tudi mogoče spodob za flagship. Je pa treba priznati, da je Huawei P20 ful lep telefon. Mislim, ko ga držiš v rokah, vidiš, da je enih detajlov ogromno. Mogoče v teli črni barvi ne izstopi najbolj, ampak poglej si vse te druge barve, sploh pa mogoče barvo Twilight. Ta je pa čisto odbita. In ima nož. To je tisti rob na vrhu, ki ga je v bistvu predstavil iPhone X. Ja, in potem se ga čisto si skopira. Mene načeloma sploh ne moti, zato ker je ful mejhan, pa še programsko se ga da odstraniti. Zdaj pravijo, da bo Android P, ki bo vam prišel, v bistvu tudi rešil vse težave z aplikacijami, ki jih ta noč povzroča. Je treba priznati, mislim, dizajnu ni kaj očitati. Imajo pa vsake oči svojega malarja, ne? Tako da enim je všeč, enim ne bo všeč. Mene na primer zmoti, da se niso spravili narediti celega ekrana tukaj spodaj, pa v bistvu v zadnji nekje postaviti fingerprint senzor. Else would you do this job? Cocaine and hookers, my friend. Right. Zdaj, ampak telefon je zaradi nesramno velike baterije, to je 4000 mAh, tudi nekoliko debelejši od konkurentov. V bistvu je toliko debel kakor iPhone X. Kljub vsemu pa se mi zdi, da je ravno prav težek in da tako, ful lepo sedi v roki. A ja, pa še ena malenkost, ne. Ta izboklina kamere, ja, ni ravno mejhna. Tako kot iPhone X, ja, tako tudi v bistvu, a vidiš, kaj mislim. Ampak tudi to zadevo čisto komot preboliš. Zdaj, kar se tiče kvalitete, pa nimam čisto nobenih pripomb. Tukaj se je Huawei Samsungu, pa vsem ostalim konkurentom, čisto približal, ali pa jih celo mogoče, da reči temu, prihitel. Sta še 2 ali pa 3 stvari, ki sta nujno za omeniti.
recimo to, da je vodoodporen po standardu IP67. To je ena stvar. Druga stvar je, da odkrivamo IR senzor, tako da ga lahko uporabljate na mest, ja, daljinca za televizijo. Mogoče še ena stvar, presenetil me je relativno zelo dober ali pa zelo prenizki OLED zaslon, ki ima po diagonali 6,1 inča. Ne vem, kako naj povem, ampak telefon se mi zdi v bistvu prav velik. Kaj da bi nekako ugotovili točno, kaj uporabnik rad. Zdaj, če ga bi mogel pa direktno 1:1 primerjati s Samsungom, me pa še vedno malo na stran Samsunga potegne. Ne vem, tam je nekako več te čistine. Mogoče, ja, stvari mička drugače gledajo. Ni pa bistvene razlike. Na drugi strani pa temu telefonu še vedno kup zadev manjka. Naprimer, tukaj spodaj nima klasičnega vtiča za slušalke. Pa tudi tega telefona brezžično ne boste mogli polniti. In zdaj, leta 2018, ful veliko avtomobilov to brezžično polnjenje ponujajo. In meni na nek način to čisto res manjka. Zdaj, dokler doma vtikaš v telefon kabel, je vse v redu. Ko moraš pa v avtu iskati kabel, pa hkrati voziti, je pa vse narobe. Mogoče bi lahko še kaj v softverskih zadevah povedal. Poganja zadnji 8.1 Android, ki je povezan z, ja, tako kot vsi proizvajalci, tudi Huawei zadeve oblači v svoje stvari in potem da nek tak čuden ime. Pri Huaweiu so se odločili, da je to EMUI. 8.1 je zelo spodoben Android. Še vedno ima preveč inštaliranih enih stvari, ki jih mogoče nikoli ne boste uporabljali. Če me zadnje čase kaj presenetil, me je Facial Recognition. To na temu telefonu dela ful dobro. Zelo primerljivo z iPhoneom X, tako da jaz ne vidim bistvene razlike. No, ampak pejmo zdaj k bistvu tega telefona. Bistvo tega telefona je v bistvu kamera, ne? To smo ugotovili že na začetku. Zato bom zdaj v parih kratkih stavkih probal povedati točno to, zakaj smo se praskali toliko po glavi, ko smo zvedeli, kaj vse prinaša ta telefon. Valjda prvo je dejstvo, da ima telefon v bistvu 3 kamere. Zdaj drugo je dejstvo, da ima ta glavno teh kamer kar 40 megapikslov. Ta tretja stvar pa je dobil po DxOMark tako oceno, to je 109, da je to v bistvu praktično največ, kar lahko tam dobi telefon. Prejmo zdaj detajlom. Torej, srednja kamera ima 40 megapikslov, kar pomeni, da je to ful ogromno. Ta spodnja, ki je črno-bela kamera, ja, prav si slišal, ni barvna, ampak je črno-bela, ta ima 20 milijonov pikslov. Potem imaš pa še zgori, tako z optičnim zoomom. Ta sicer nima toliko velikih megapikslov, ampak jih ima samo 8, ampak zadost, da v kombinaciji z ostalimi tremi dela praktično čudeža. Čudeža ne narediš s tremi objektivi. Čudeža narediš v bistvu z odličnim senzorjem za fotografijo. No in kaj čisto res to pomeni? Da je senzor ogromen v primerjavi z ostalim. V bistvu je cela palačinka. Enkrat večji je od senzorja iPhona X ali pa drugih konkurentov, dajmo reči temu Pixela 2. Zdaj, ne vem, koliko poznaš fotografijo, ampak večji senzor, več svetlobe, več pikslov, boljša fotografija. No in na ta način so si pri Huaweiu čisto res nahekali konkurenčno prednost. No in kakšna je izkušnja fotografiranja s tem? Ful dobra. V bistvu je amazing. Če daš zadeve v ročne nastavitve, si v bistvu čist prost vseh spon. Zadeva res dobro funkcionira. Aparat je hiter, tako hiter, da te včasih preseneti, koliko hiter je. Tukaj mi pomaga predvsem laserski autofokus, ki zelo hiter zazna, kaj na sliki je. Me pa mogoče zmoti dejstvo, da fotoaparat programsko na silo popravlja zadeve. Povprečnega uporabnika je to ful dobro, ker dobi ful dobre fotografije. In če zadeve takoj pošiljaš na družbena omrežja, ja, pol je to. Pol je ta aparat idealka. To, da sem rekel, da so fotke top, pa še ne pomeni, da je ta aparat mogoče najboljši na svetu. Je pa tam, v prvi sveti trojici. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem pred dnevi v bistvu držal v rokah Pixel 2. In ta telefon je še vedno, ja, zelo dober, kljub temu, da ni tako hardversko superioren, kot je Huawei P20 Pro. Zdaj pa ta telefon v bistvu zna še eno stvar, ne? Ker ima dober procesor Kirin 970, ta procesor podpira umetno inteligenco. In zato fotoaparat tega telefona prepoznava različne objekte. To v praksi pomeni, da če ga usmerite proti roži, ve, da je tam roža. Če ga usmerite proti psu, ve, da je tam pes. Če ga usmerite proti otroku, ve, da je tam obraz. Če ga usmerite proti pokrajini, ve, da je pokrajina, pa ne bo. Kar pomeni, da je na nek način pameten. No in pol proba telefon, ki zajame to fotko v bistvu tako malo umetno zboljšati. Zdaj, na primer, zeleno naredi bolj zeleno, pa nebo naredi bolj modro, ali pa rožo, ja, tako da ima več detajlov. Zdaj osebno ne vem, koliko zboljša te fotografije, ampak meni že zadostuje ta ročen način, brez te umetne inteligence. Tam se mi zdi, da dobim točno take fotke, kot sem si jih zamislil. Dejstvo je pa, da ne moš verjeti, koliko uporabnikom je pač ta popnjena zelena pa popnjena modra neba bolj všeč. Zdaj, leta 2018 pa valjda ne fotkamo, ampak tudi kaj snemamo. Pravijo, da bo do leta 2022 kar
ja, 80% vse vsebine, ki bo na spletu uploadana na strani uporabnikov video, zato je video ful pomemben. P20 Pro me je tukaj v bistvu čisto res malo razočaral. Zdaj pa to ni neki ful hudega, da me je razočaral. Ja, naprimer 1080p video, to je tista standardna resolucija, snema zelo spodobno in zadevo zna v bistvu tudi dobro stabilizirati. Ker pa zahtevaš od njega malo več, torej snemanje v 4K, ja, takrat pa ta procesor, ki je v tem telefonu, ni sposoben stabilizacije slike. Saj ne, da bi bil 4K svet igral, ampak detajli, ki jih zmore, ja, zajeti 4K, so pa pač detajli. Pa še ena malenkost, v bistvu je ful slab pri slow motionu. V primerjavi s konkurenti, ja, tega slow motiona ne zna dobro delati. Zgubi se ful enih detajlov. Pa dej, da se ne bomo narobe zastopali. Ta telefon še vedno dela super video. Pa pejmo zdaj pravzaprav čisto res na bistvo tega reviewja. A v letu 2018 pravzaprav sploh potrebujete še takšen fotoaparat? Ali zadosti v bistvu, ja, takšen telefon? Zdaj odgovor je v bistvu ful kompleksen, pa odvisen od vsakega posameznika. Zdaj ti veš, koliko resno se želiš lotiti fotografije. Ali pa snemanja videoposnetkov. Če to počneš samo za dokumentiranje svojega lifea, pa ti niti fotografija ni hobi, pol bo, ja, Huawei P20 presegel vsa tvoja pričakovanja. Če pa je fotografija tudi malo tvojega hobija, pa si pa moraš umisliti nekaj bolj konkretnega. Mislim, saj najbrž se že na prvi uč vidi, koliko velika razlika je med A-jem pa B-jem. Zdaj, dejstvo je, da misija telefona Huawei P20 Pro, to da je odličen telefon. Hkrati pa tudi dober fotoaparat. In povprečnemu uporabniku, ki se znajde v situaciji, je pomemben samo to, da pod danimi pogoji v tistem trenutku naredi najboljšo možno fotografijo. Ja, mislim, da je tukaj Huawei P20 Pro v bistvu eden najboljših. Pa skoraj bi si upal trditi, da je najboljši telefon. Zdaj, jaz upam, da sem vam s tem v bistvu odgovoril na to ključno vprašanje. Telefon ali ta prav fotoaparat. In če ste dobili kakšno koristno informacijo, vas prosim, da me začnete slediti tukaj gor, tam na en follow button, ali pa se subscribite na YouTubeu, ali pa mi sledite na Instagramu. Tam včasih objavim tudi kako zgodbo, ki se v videu sploh ne znajde, je ponovadi pa ful veliko enih bloperjev, ki se za nas smejajo. Tako da, hvala za tvojo pozornost, pa se vidimo naslednjič.